Pozdravljeni v avtomobilnosti, v zadnji letošnji avtomobilnosti in iz zasnežene Rogle, kjer vam predstavimo 5 finalistov za slovenski avto leta in daleč najbolj zahteven test v zgodovini avtomobilnosti. Strašno raziskovalno novinarstvo boste videli v nadaljevanju oddaje. Še prej pa spoznamo prvega moža, predsednika Avtomoto zveze Slovenije. Andrej, čestitke! Hvala, David. Ostajamo pa še vedno skupaj v družbi, zato ker je to taka funkcija na Avtomoto zvezi, da bom še vedno zaposlen na avtomobilnosti in delamo naprej. Se pa veselim in prepričan sem, da bomo v prihodnosti lahko tudi prepletali vsebine, tehnologijo, ekologijo, varnost v prometu in mobilnost v celoti, tudi z vsebinami za Avtomoto zveze Slovenije, se pravzaprav počnemo enake stvari. Danes pa je tudi optimalna priložnost, da v zadnji koledarski oddaji avtomobilnosti predstavimo še 5 finalistov za slovenski avto leta. Izbrali ste jih vi, zdaj pa smo na vrsti mi. Zdaj pa bomo mi izbrali slovenski avto leta in pri tem bomo upoštevali funkcionalnost, prostornost, vozne lastnosti, ekonomičnost, ceno in recimo primernost za slovenski trg, pa še kaj. Ja, in zato smo staknili glave vsi v uredništvu avtomobilnosti in vam jih bomo predstavili. Andrej, glede na to, da je največ glasov pri vseh medijev, se pravi od vseh bralcev, gledalcev in poslušalcev dobil Toyota Yaris Cross, bi povedal par besed o njem. Ja, ni me presenetilo, da so postavili Yaris Cross na prvo mesto. Gre za avto, ki je trenutno točno to, kar trg potrebuje. Zelo privlačna oblika, športni terenec za mestno in ne samo mestno rabo, z zelo dobrim paketom varnostnih asistenčnih sistemov, ki zelo dobro delujejo. Potem seveda, ker je Toyota zelo preverjen in zmogljiv hibridni pogon in še nekaj, kar se je pokazalo, da je za slovenske kupce zelo zanimivo, 4-kolesni pogon v tako majhnem avtomobilu. Zelo radi posežemo Slovenci po taki kombinaciji in danes ne bi mogel biti bolj primeren dan za 4-kolesni Yaris Cross. Andrej, jaz se s tabo strinjam in v resnici bi si želel 4-kolesni pogon tudi na nogah, ne? Ampak vseeno, ne? Sej je že res, ne? Da tudi Toyota lahko dobiš po zanimivih finančnih produktih, ne? Ampak naj te spomnim, ne? Da ta avtomobil v osnovi stane bolj ali manj podobno kot pa Toyota Yaris Cross. In ravno tako imamo hibridni pogon in ravno tako imamo ugodno porabo goriva. Recimo, jaz sem se s tem avtomobilom, 4 smo bili, sem upravil izlet po Sloveniji, po avtocestah, po ovinkih, po klancih in spustih in na koncu smo se vrnili v Ljubljano s porabo dobrih 5 litrov. In zdaj, če se vrnem, ne, če ta dva primerjam, ta avtomobil je pa bistveno bolj prostoren kot pa Toyota Yaris Cross. Miha, oprosti. Ko govorimo o prostornosti, mislim, da se ve, katera znamka je prvakinja po prostornosti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celi Evropi. To je seveda Škoda. Ni Škoda Enyaq v izboru za slovenski avto leta prisotna zgolj samo zaradi prostornosti, seveda je tudi iz glavnega drugega razloga. Ta Škoda je električna. Ta Škoda je tudi edini avto, ki je enak finalistom v izboru za evropski avto leta. Ta Škoda je v bistvu lahko dražja od Volkswagenovega ID.4. Zakaj pa je to pomembno? Ja, no nekaj se bomo morali še navaditi, ne, da je Škoda lahko dražja od Volkswagena, ampak kot rečeno, ID.4 je na isti platformi kot Škoda Enyaq, je pa ID.4 skupaj z bratom ID.3 v bistvu začetnik elektrifikacije, vsaj kar se celotnega koncerna družine Volkswagen tiče, z vsemi asistenčnimi sistemi in vsemi stvarmi, ki smo jih tudi v prejšnjih testih že upoštevali. Ampak, ja, ta ampak je zelo pomemben in imamo krasen dan, da ta ampak podarimo. Te električni avtomobili zares potrebujejo kar se da veliko električne energije, da se lahko normalno po Sloveniji v takem zimskem dnevu vozimo recimo na izlete, brez da bi bilo potrebno iskati polnilno postajo. Namreč, danes bomo se v Ljubljano vrnili s praktično praznima ID.4 in pa Škodo Enyaq. Skratka, če želiš brezskrbno potovati na takšnih mrzlih izletih, moraš izbrati ID.4 ali pa Škodo Enyaq z največjo možno baterijo. No in iz tega, Miha, izhajamo na tole Opel Moko. Tale Moka z baterijsko različico, se pravi kot električno vozilo takšnega izleta, kot smo ga mi opravili danes, ne bi zmogla, že ko takole ocenimo čez palec. No, ampak
Tale moka je na voljo tudi z bencinskim ali pa dizelskim motorjem. No in v takšni obliki pokaže svoje vrline. Takrat je moka zelo dinamična, pravzaprav najbolj dinamična od te peterice, ki jo imamo danes tukaj. No in nekako na ta način dobro sovpada s Oplovim slogom, ki je po novem dinamičen. No, to je bilo zdaj klasično ogrevanje, zdaj pa se začne resna debata. Razumem, vozne lastnosti, cenovna pozicionira, skepsa do elektrike, evropska dimenzija, asistenčni sistemi. Čakajte, kateri električni avto pa ima še lahko skrit noter, recimo, strgalo za led, pa dežnik, recimo. No, morda nova ideja bi bila vsaj za danes metlica oziroma celo velika metla za čiščenje snega, ampak jaz bom nadaljeval debato. Naj prvi vrže kepo v biblijskem slogu, star pregovor pravi, naj prvi vrže kepo, ki je brez ogljičnega odtica. Zakaj jo imamo še vsi v rokah? No, daj, debata! Veste, tudi jaz si želim električni avto. Imel bi električni avto, ampak prosim, povejte mi, sporočite mi, kdaj bo na voljo kakšen poceni električni avto. No, nekako tako s tem komentarjem gledalca bi lahko povzeli vaša mnenja, ki jih v našem uredništvu zasledimo zelo pogosto. Zakaj vam to govorimo? No, tole je Dacia Spring, po novem najcenejši električni avto v Evropi. No in v Sloveniji ga na domače dvorišče parkirate v zameno za dobrih 16 000 evrov, tem pa lahko odštejete še trenutno mero ekosubvencije. Pri Daci pravijo, da gre za mestni avto z videzom športnega terenca. No, ampak mi v resnici veliko športnega terenca v tem avtomobilu ne vidimo. Mi vidimo nekaj bolj zanimivega. Vidimo obrise legendarne Caterce. Ne, da sta si avtomobila tako zelo podobna, pol stoletja razlike v letih ju druži pravzaprav zelo podobno poslanstvo. Caterca je nastala z namenom, da omogoči mobilnost čim širšemu krogu ljudi, še v času okrevanja po drugi svetovni vojni. Caterca je morala biti torej dostopna in popolnoma vsestranska, Spring pa želi biti dostopen in električen. Če se vrnemo nazaj v sam začetek, Dacia je naredila korak v smer terenskih vozil in je predstavila vozilo Duster. Tudi tukaj je bil prvi odziv, terenska vozila morajo biti draga, terenska vozila morajo biti takšna, ampak na koncu se je zgodba izkazala, da tudi Duster bi uspešnica s samim cenovnim pozicioniranjem in seveda tudi kar vozilo nudi. In tudi zdaj je Dacia želela narediti korak v to smer in dokazati, da za elektriko ne sme biti značilno, da je draga. Ljubljana ni ravno tipičen primer evropskega velemesta, ampak tudi tukaj se voznik najbolj suvereno počuti v majhnem avtomobilu. In kaj je še boljšega za mestno vožnjo kot majhen avto? Majhen električni avto. Mestno majhna baterija s kapaciteto 27 kWh naj bi uradno zadoščala za 230 km vožnje. V praksi pa verjetno, takole čez palec, za približno 200. Elektromotor, ki poganja prednji kolesi, ima le 33 kW moči. To pomeni, da pospeševanje od 0 do 100 km/h traja tretjino minute, ampak to v mestu ne igra vloge. Bolj pomembno je, da Spring doseže hitrost 125 km/h, s tem pa bomo brez težav švigali tudi vsaj po ljubljanski obvoznici. Zato, ker je manjše vozilo, glede na to, da so predpostavke nekih 30 km na dan v povprečju, potrebuje tudi manjši motor. Ker je manjši motor, je tudi posledično potrebna manjša baterija in tako je tudi vse skupaj ta paket cenovne izdelave bistveno nižji in tako bolj dostopen povprečnim kupcem. Poleg pogonskih značilnosti pa je racionalno odmerjena tudi notranjost avtomobila. Tukaj je seveda veliko takšne trde plastike, no s temi velikimi gumbi in stikali pa notranjost deluje tudi nekako terensko robustno. Vozilo je tudi homologiran samo za 4 osebe. Če bi bil 5, bi bila stiska in je tudi to en razlog, da je 4, da je udobno za vse posameznike, ki se vozijo oziroma so v kabini. Legendarno Caterco so včasih uporabljali za najrazličnejše namene. No in če potegnemo še eno vzporednico, prihaja tudi tovorni Spring, za nameček pa tudi različica namenjena car sharingu. Razlika je ta, da ima Spring Business še Connecting Services, se pravi, to je sistem, ki podjetjem, ki se ukvarjajo s tem, olajša njihovo delo, da se povežejo na svoje strežnike. Tudi materiali so bolj trpežljivi, ker vseeno car sharing veliko strank uporablja to avto.
V Romuniji, domovini znamke Dacia, je možno Springa, sicer z zajetno pomočjo države, dobiti že za manj kot 8.000 evrov. In to je zelo pomembna novica za države, kjer je kupna moč manjša. Napredni in zato dražji električni avtomobili seveda ženejo tehnološki razvoj naprej. Ampak šele dostopni električni avtomobili pa bodo poskrbeli, da se električna revolucija sploh lahko zgodi. In to povsod. Ostanite z nami tudi po kratki pauzi, ko vam pokažemo, kako lahko električni avto izkoristite tako, kot ga verjetno ni še nihče v Sloveniji, morda celo na svetu. In naredimo en res velik test, preiskovalno novinarstvo, in povezoval bo vse agregate, ki jih praktično poznamo. O avtomobilnosti pogosto govorimo z zelo pomembnimi in odgovornimi ljudmi v avtomobilskem svetu. Tokrat ga ne bo potrebno prevajati. Govoril pa bo o električni Toyoti. Pri Toyoti vsakega decembra pripravijo poseben dogodek, ki mu rečejo Kenshiki. To v prevodu pomeni seznanjanje. No in letos so nas seznanili s prav posebno novostjo. Ja, zdaj ima tudi Toyota baterijski električni avto. In to je zelo velika novica, ker je Toyota večkrat poudarila, da seveda verjame v električne avtomobile, ampak za točno določene namene. Zdaj pa je prišla ven z avtomobilom, ki je velik, družinski avto, se pravi prvi avto v družini. Mi nismo do zdaj govorili drugače, najprej, da to poudarim. Mi smo že zadnjih 25 let, ko smo predstavili od prvega Priusa, govorili, da elektrificirana vozila bojo stvar prihodnosti. Smo rekli, da je to osnova, da enkrat pridemo do električnega avtomobila. Je pa novo, da smo zdaj ocenili, da je prišel čas. Smo videli, da so stranke veliko hitreje pripravljene sprejeti električni pogon, da so ga pripravljene uporabljati za veliko širši namen aktivnosti in zaradi tega smo tudi mi sledili temu in predstavili prvega električnega SUV-ja. BZ4X je zgolj začetek Toyotine baterijske elektrodobe. Na novi platformi za električne avtomobile je namreč že pripravljena naslednja peterica BZ-ev. Pri vseh obljubljajo 450 km normnega dosega, tudi hitro polnjenje 150 kW polnilcem, a zanimivo pri tem je, da BZ4X nima oznake Cross, kajti naslednje prednosti poudarja le redko katera električna znamka. RAV4 is a relatively capable off-road performer, but I would say that the BZ4X outperforms it and is even heading towards Land Cruiser territory. It's that good. Naloga dogodka Kenshiki je ponuditi tudi pogled bolj daleč v prihodnost in naslednja faza elektromobilnosti so baterije v trdnem agregatnem stanju. To je res, solid state baterije razvijamo, začeli bomo z hibridnimi vozili, kjer potrebujemo izjemno kratke čase polnjenja in praznjenja baterije in tam mislimo, da nam bodo prišli bolj prav kot v električnih. Seveda je pa plan enkrat to tehnologijo pripeljati tudi v električne avtomobile. Ne morem komentirati dokdaj, ampak sigurno pred 2030 v hibridnih vozilih. V hibridnem, samopolnilnem električnem vozilu pa najdemo tudi Toyotin dosežek za današnje čase. Bipolarna baterija je nova tehnologija baterije, je zasnovana na nikel-metal hybrid bateriji in ta baterija omogoča 50% zmanjšanje teže in količine in 2-krat večjo koncentracijo energije. S tem, ko zmanjšujemo baterijo, zmanjšujemo tudi potrebo po redkih kovinah. Kaj smo mislili s tem, ko smo rekli, da je to dosežek za današnje čase? And now we're applying the same kind of breakthrough thinking to our lithium-ion batteries. And our experience gives us the confidence that we can reduce the cost of lithium-ion battery electric vehicle batteries by 30% or even more. No, baterije z manj redkimi kovinami so del hibridnega pogona 5. generacije in prvič so to v sklopu gradili v novega Crossa, v prvo Corolla Cross. The CHR continues to be a strong performer. However, we do see the opportunity to meet the needs of customers that require more space and practicality.
Govorimo torej o občutno bolj prostornem SUV-ju, kot je tisti Cross, ki se je uvrstil v finale izbora za slovenski avto leta 2022. Seveda gre za avto, pri katerem ima razum več veljave kot pa čustva in prvi vtis nam pravi, da bi znal kar močno vznemiriti trgovce s konkurenčnimi SUV-ji. A vrnimo se v prihodnost. Seveda so bili tudi tokrat v ospredju projekti vezani na gorivne celice in videli smo tudi nekaj konkretnih možnosti rabe Mirajevega pogona. A pustimo to tematiko za ločen prispevek, kajti vodik so na tokratnem Kešikiju prikazali tudi v drugačni vlogi, kot gorivo za klasičen bencinski motor. V tem primeru ne gre za popolnoma ničelno ogljično vozila, gre za enak pristop, kot so ga izbrali že mnogi proizvajalci letal, čezoceanskih tovornih ladij in drugih gigantskih strojev. To je ideja, ki so jo recimo marsikateri avtomobilisti že zdavnaj pokopali, saj lahko pri običajnih avtih na elektriko rešimo več muh na en mah. A v dirkalniku, sploh zaradi daljše razdalje, kot je recimo rejli, bi takšna ideja morda celo lahko imela smisel. Ker pragmatično gledano, cilj ni to, da ves vozni park elektrificiramo. Cilj je očistiti naše ozračje. Električni avtomobili bodo predstavljali en večji segment, verjetno, dekarbonizacije, vendar v določenih primerih ne bodo bili primerni. In tudi mislimo, da bo v naslednjem obdobju, dokler nimamo zadostne infrastrukture polnilnih mest, zadostne infrastrukture črpalk z vodikom, dokler nimamo prave tehnologije baterij, ki bojo dejansko privedle električne avte, da bojo dostopni vsakemu, da bomo še zmeraj potrebovali vozila, kot so hibridna vozila in pa priključni hibridi. In v tej zadnji izjavi se kaže tudi razlog, zakaj Toyota na nedavnem okoljskem forumu v Glasgowu ni podpisala tiste tako močno pričakovane zaveze. V COP26 je šlo za izjavo, da se bomo zavezali, da bomo ponujali vozila z ničelnimi emisijami po letu 2040. Kljub temu, da mi smo pripravljeni narediti vse in v določenih regijah, kot v Evropi, od leta 2035 bomo imeli samo vozila z ničelnimi emisijami. Smo prav slišali? Poslušajmo še enkrat. Po letu 2035 planiramo, da bomo tudi mi prodajali samo še vozila z ničelno emisijo v Evropi. Aha, v Evropi. No, poslušajmo naprej. Kljub temu, da mi smo pripravljeni narediti vse, je Toyota globalno podjetje, ki zagotavlja prevoz na vseh koncih sveta. Mi prodajamo avtomobile v več kot 180 državah po svetu in nekatere regije in nekatere države ne bodo imele možnosti imeti infrastrukture, da bi zagotovile ničelne emisije v vožnji. Zaradi tega bomo v teh državah morali še zmeraj ponujati normalna vozila in seveda neka efikasna hibridna ali priključno hibridna vozila z novo tehnologijo bojo veliko bolj prispevala k okolju, kot da mi ne ponujamo teh vozil. Torej, na tokratnem seznanjenju s Toyotinim pogledom v prihodnost smo se še enkrat naučili, da največji avtomobilski proizvajalec razmišlja racionalno in čeprav redno testira nove ideje, se z njimi vendarle ne zaletava. Ja, včasih so zaradi tega pozni, a ta očitek v Bruslju očitno znajo sprejeti. Kakorkoli, realen pristop kažeta tudi dva nova modela, ki smo jo pobliže spoznali v zadnjem mesecu, Aygo X in pa GR86. Namreč to sta nehibridna modela te hibridne znamke. Comanche je bil zadnji Jeepov poltovornjak in proizvodnja tega modela se je končala leta 1992. Zdaj, po 30 letih, pa je tu Gladiator. Velikanski, skoraj 6-metrski poltovornjak na osnovi Wranglerja. V letu, ko znamka Jeep praznuje svojo 80. obletnico, predstavljamo novi pick-up, ki združuje prihodnost in preteklost, ohranja značilnosti znamke, se pravi, lahko pridemo povsod, vozimo z odprto streho. Velika zanimivost tega avtomobila je, da lahko tako zelo preprosto v 10 sekundah odstranimo tale prednji del strehe. Nato pa lahko nadaljujemo tudi z zadnjim delom strehe, vetrobranskim steklom in za nameček še z vsemi vrati. Odstranjevanje ostalih delov poteka s preprostim orodjem, ki je priloženo avtomobilu, nato pa vijaki, ki ostanejo, preprosto shranimo v zelo priročen boks, ki se nahaja pod zadnjo klopjo.
No, takole odprtega džipa si predstavljamo nekje poleti na plaži in na plažo bomo vzeli tudi kakšen Bluetooth zvočnik, ki se vselej priročno polni za zadnjo klopjo in je le eden izmed številnih zanimivih detajlov tega avtomobila. Gladiator ima seveda večino lastnosti Wranglerja, recimo tiste terenske, kot so zapore diferencialov, 1/4 metra odmika od tal in možnost brodenja po 3/4 metra globoki vodi. Imamo pa eno zelo pomembno razliko. Gladiatorja še naprej žene 3-litrski turbodizelski 6-valjnik, Wranglerja pa bomo morali odslej priklapljati. Na voljo bo namreč le še kot priključni hibrid. Priključni hibrid v svojem bistvu in srcu, tehniki, pogonih ostaja tisti pravi Wrangler. Elektrifikacija je samo še dodala tem zmogljivostim in dodala je trajnostno mobilnost, kajti z priključnim hibridom lahko popolnoma na elektriko prevozite do 50 km. V naslednji zgodbi združimo varnost, Okoljski vidik, udobje, motorne vibracije porabo in 3 različne agregate: bencin, dizel in elektriko. Danes se bova lotila enega najpomembnejših, morda celo najtežjih preizkusov, kar smo jih naredili v sklopu avtomobilnosti. Gre za varnostni, okoljski in tudi vidik udobja, tako voznika kot sovoznika in širše. V center današnjega resnično zelo zahtevnega testa, zagotovo najtežjega v zgodovini avtomobilnosti, smo zopet postavili električen avto. Ampak tokrat na popolnoma drugačen način, kot smo električne avtomobile obravnavali v letošnji oddaji, ko smo jih pogosto srečevali. Ne bomo se spraševali o velikosti baterije, kako hitro se napolni na kakšni polnilni postaji, kakšen ima domet ali kakšna je njegova celotna slika ogljičnega odtisa. Bomo pa pogledali, ali je lahko električen avto takšen asistenčni sistem, kot smo ga vajeni, da ne bom preveč izdal, starši. Imamo 3 avtomobile, en je bencinski, en je dizelski, tretji pa električni, istega modela in pregovorne francoske udobnosti. Prav ta francoska udobnost bo tokrat še posebej na preizkusu. Zdaj verjetno že veste, kam meriva. Nekatere študije, še posebej so jih delali v Ameriki in Združenem kraljestvu, kažejo, da starši majhnih otrok, dojenčkov, prevozijo nekaj tisoč kilometrov samo zato, da bi bolj intenzivno in hitreje uspavali svoje otroke. Zibanje dojenčkov, ko so v varnem objemu otroškega sedeža v avtomobilu skupaj z motornimi vibracijami in frekvencami, je tisto, kar dojenčke spomni na čas, ko so bili v trebuhu in hodili z mamo okrog. No, zdaj mislim, da imamo vse za naš eksperiment, le še testna voznica nam manjka. Z nami je Ota, letnik 2021. No, juni 2021. Ota je naša daleč najmlajša sodelavka. Pomagala pa nam bo najti odgovor, ali dojenček hitreje zaspi v dizelskem, bencinskem ali električnem Citroenu C4. Pa gremo na pot. In kakšen je epilog te današnje zgodbe? Kar se dojenčkov tiče, je važno samo, da je v avtu toplo, da je avto varen, udoben in da se pelje. No, dojenčkov. V bistvu smo imeli enega testnega dojenčka. Res je, potrebovala bi večji vzorec. Ampak, če še tukaj potegnemo tehnično črto, Ota je imela težko delo. Tako dizel kot bencin sta že tako zadušila vibracije, da je res imela težko nalogo. Kar se tiče Ote, je samo, da se premika, pa da je udoben. Kar se pa okoljskega vidika tiče, pa Ota tudi ni ponudila prav natančnega odgovora. Dejstvo pa je, da če na leto prevozimo nekaj tisoč kilometrov za to, da otroka uspavamo,
Mogoče lahko izberemo tudi kakšno bolj trajnostno prevozno sredstvo za otroke, recimo voziček. No, in še na to ne smemo pozabiti, da ko otrok v avtomobilu zaspi, ga je treba v enem trenutku prenesti v posteljo. In možnost, da se v tistem trenutku zbudi, starši veste, možnosti je veliko. In tako smo v uredništvu avtomobilnosti s pomočjo tele Kia EV6 prižgali, mislim, da najbolj trajnostno smrečico ta hip. Ekološko, trajnostno, vsekakor ostala je tukaj, kako je trajnostno, ne vem, odvisno kako je prišla elektrika v Kia, ampak ne bomo zdaj konec leta o tem. Ampak moramo pa povedati, da je zelo priročno, kajti na zunanjem delu Kia, tam kjer ponavadi polnimo električne avtomobile, se prek vmesnika lahko priključi navadno vtičnico, kar je super za skuhati čaj in za prižgati smrečico. Ker vtičnice znotraj avtomobila niso nič novega, na zunanji strani pa zelo priročno. Ko smo ravno pri praznikih, lepo praznujte in srečno in zdravo novo leto, mi pa se vidimo po novem letu. Srečno!